Sva Karmen in September in vi poslušate Radioaktivno. Paravan je bila slišana skladba zasedbe Karmen in September, danes pa vdaje Radioaktivno oba. Karmen in September, zdravo. Res je, Zdravo. Karmen in moj Septemberček, Tako. zdravo. Čeprav pa smo aprila. Ja, ampak September ima eno malo drugačno noto, ne? Ja, nostalgičnost. Ja, Karmen, recimo. ti je september najljubši mesec? To me vsak vpraša. Ne, ni mi, najmanj. Damir, kako boš na to reagiral? Ja, njemu je najljubši. Meni je the best, ne?
Ali pa da bom tako rekel, jaz sem mogoče v teh malo bolj zrelih letih, pa je to potem ta september nekako prav pride, ne? Da nisem ravno marec, ne? Tako najstniško razpoložen, ampak bolj septembersko, ne? Bolj že jesensko. Ne? Ti jesen je ljubši letni čas kot pomlad? Meni so mi vsi letni časi všeč. Pomlad mi je super, poletje še boljše, jesen the best, ker se nekako vse umiri malo, mi je mogoče zaradi tega nekako. Ali pa moram reči, najbolj zato, ker sem recimo pred leti, ko sem v Indiji hodil, je bilo vedno tako, čeprav sem hodil po zimi, je pa bilo vedno kot da si jeseni tam, ne. Tako da, mogoče zaradi tega jesen nekako najbolj štima, ne. Carmen, kaj pa tvoj letni čas? Moj letni čas, jaz imam ful rada dež, pa ful imam rada meglo, pa ful imam rada sneg. To zdaj ne pomeni, da nimam rada poletja, ne. Tako da, jaz bi težko živela na kakšni Kaliforniji, ne. Po moje je bil problem. Tako da, nimam najljubšega letnega časa, no, kaj pač prinese, ne. Recimo pomlad ima eno svojo funkcijo, pa poletje ima svojo funkcijo, jesen sem rekla september, je tak nostalgičen mesec, res kot se vse poslavlja, ne. Tako da, v bistvu, nimam najljubšega letnega časa, tako kot barve, ne. Pač odvisno od počutja, kaki dan imam. Damir, kako si potem ti prišel do zdevka september? Pa v bistvu sploh ni bil to tak mišljen kot zdevek, ne? Ampak mislim, da je ta celi koncept tega naslova se tako porodil spontano, ker je bilo tako, Carmen in september je bilo tako nekako... Spevno, v uho gre. Tudi tako international je, ne? Ker je lahko Carmen v septembru, če bi to transliral nekako v angleščino, lahko je pa tudi Carmen in september, ne. September pa tako lepo zveni, ima en taki pridih, ta barvni, barvno lestvico, ne, jesensko, ne. Tako da je to tako nekako spontano je to prišlo ime, ne. Ker smo izhvala zdaj, ne vem... Lolo Bareta je bila prva opcija in smo šla googlat, ne, in so to strani za odrasle, ne, sveke, ne, to se ne bomo spuščali, ker če bo šel kdo googlat, pol me bojo vsi napadali, ne, nimam nobene veze s tem, ne. Ne. In v bistvu ideja je res njegova, sicer sva iskala mesec, to se spomnim, ampak pol je rekel september in je bilo tako tadan, in to je bilo to. Res je. No, jaz bi že raziskal potem tako ime, ker običajno se pripravim na oddajo in bi videl, kam bi me to vrglo. Aha. Če bi bile kakšne čudne vsebine. No, vidiš, se to je to, ne. Mi to sta preventivno ukrepala, tako da... Ne, Lolo Bareta, ali kaj to, tako dobro zmenilo, tako je bilo nekaj, ne, tudi, ker takrat sem bila tako fejst v neki varianti, tako neke te elektronike moderne, pa bilo tako nekako Bereta, tudi ta pištola, pa ta eksplozivno, ne. Ampak koliko smo vtipkala noter, je bilo z prve se to odprlo, ne. Velike zize. So bile... ta hujše bebe neke in pol bilo, glej, to ne bo šlo ravno, ne, ker zdaj, če bi neko montažo zdaj, če bi imela tako zvrst glasbe, ajde, če bi imela tako zvrst glasbe, ne, pa kako provokativno glasbo, vijolice so sicer nekje tu, ampak je premalo, ne bi se šla tega, nismo v teh letih, ne da se nama. Potem bi moralo biti vseh 5 skladb o tem žanru, posebnem žanru. Točno tako, ne, Zmirkov varianta, ne. Nama je pa tak, če ravno gledam, ne, na ta september, ne, njo kot Carmen, ne mene kot september, pa kar ni nujno, da je ravno tak, ampak ajde, ne, da je zdaj to neka metafora za mene, recimo, ampak ta september, ker ima toliko nekih barv, ne, je v septembru vso to listje začne rumenet, pa rdečet, pa ne vem kaj vse, je tudi glasba najna, se tako premika od takih različnih žanrov, niti sama včasih ne vema, v kaj padema, ne. Ne vema. In ne moramo tako ravno zdaj reči, tako zdaj pa naredila, ne vem, album, ki bo straight neka dance varianta ali pa ful neki pop, jazz ali pa v nekem tem stilu, ne. In je tu mogoče ravno ta september tak prav pride, ne, ker je taka mešanica res vsega, ne. No, to si zelo dobro, to si zapomni. Je arhivirano. Arhivirano, super. Bo se znašlo potem po objavi tudi na YouTubeu. Ja, kako dobro, to. Pričeli smo z vajino prvo skladbo, Paravan. Jaz, če sem čisto iskrena, zdaj moram prav brskati po spominu, ne, in to je v bistvu moj problem, ne, ko mi da narediva eno skladbo, da sva čist noter. Pač procesi tečejo, se veš, besedilo, pa aranžmaji, pa muzičari in potem recimo to narediva, zapakirava, dava ven in delava dalje in konstantno delava dalje in recimo, ko me nekdo vpraša za kako skladbo izpred leta ali pa 5 ali pa 6, se težko zdefiniram, ne. Zdaj delava čist klasično, Paravan je nastal tak spontano kot ostale skladbe, po čistem feelingu, vsedeš se za klavir, nekaj se špila,
delaš in potem rata, wow, 3-4 akordi in se dobro sliši. Tekst sva skupaj pisala, tako kot ponavadi, aranžma je tudi najin. Včasih je zanimivo, pač recimo, ko smo že prej govorila, ne, Adobe, Cubase, Nuendo, te variante, ne. Cubase pač kot tak, ta verzija, ki jo imam jaz, pač ta Pro verzija, recimo, ne, ponuja dost, recimo teh, bom rekel, samplov od bobnov do vsega, ne, in potem včasih, recimo, ko imaš nek dan, ne veš zdaj, ali bi ravno primo, ne vem, C7 ali pa C6, ali pa sploh nič od tega, ne, pač poiščeš tam kak sample, ki začne enostavno pač nek kolut obračati, ne, v glavi, ne, aha, to je fajn, ta je super, porodi, to je super ritem, kaj če bi zdaj še to zdaj stisnila, aha, tu še zdaj da je to, aha, super, samo tu pa bi bil ful dober en klavir, je svetski, ne, in potem se začne, ne, cela komplikacija. Točno, pri Paravanu je bil točno groove tisti, z drumsi smo začeli, se spomniš, pa on na električni kitari, malo drugače je zvenelo, tako je malo na Eric Clapton nalično in se rekli, wow, ne, in smo tudi čisto drugače v drugem paketu je bilo v štartu, ne, potem smo pa to malo gnetli. Potem je bilo še fajn, tam najdeš tak naenkrat, tu pa so ene fajn trobente, da bomo te trobente še dali zraven. In potem iščeš, čakaj zdaj, nijamo trobentača, bomo to zdaj pač sama, pač s temi midi, najdemo najboljšo varianto zvoka in potem se pač začne vse skupaj, dok se rodla do konca vse, da prije to ven paket celotni. Ne. Nadaljujemo skladbo Poletje. Besedilo je Damirjevo, čist je bil navdušen, pa mislim, da tudi ideja za skladbo nekak je tvoja, ne? To pa je tak, ne vem, jaz imam te nostalgične variante rad, ne, jaz se tak spominjam nekih let nazaj, pa to recimo tak, če sem že pri tem, se tudi tu rad spominjam recimo ormoških variant, ne, namreč moja mama je iz Miklavža pri Ormožu, ne, in tu sem jaz preživljal pri stari mami, ne vem, počitnic vsako leto, ne, osnovna šola je bila tu, to so bili moji najboljši dnevi, ne, da tako rečem, no, in druga varianta je, ker je moja stara mama imela tudi eno hišo veliko v Crikvenici na morju in se je tja hodilo, ker je bilo tudi za oddajo, pa tako, in sem jaz valjda kot froc sem to hodil tam pomagati, pa so bili, vedno so prišli smo neki runclerji in Nemci tam, pa sem vedno tako laufal tam s tistim krožnikom marmelade pa masla. Zdaj, če poslušaš besedilo, boš vedno to tišal tam hitro, pa sem zdaj tako fajn, tu zdaj, star mama, to je od nje, jaz pa tu zdaj pač lahko to hitro tišim, ne, pa si nekaj se ti zdi, da si tako fajn pomemben, ne, zjutraj smo šla, ne vem, na tržnico, pa po tistih, ne vem, 10 kil kruha, pa sem to tako vleko, ne vem, če bi 20 vleko, bi lahko brez problema, ne, in pol so mi ta poletja ostajala tako v enem takem, res enem takem posebnem spominu, ne. In na ta komad pa me že pripeljalo, koliko sem slišal, sicer tisto je bilo že izven moje neke, da rečem, te otroškosti, ali pa najstniški, ko so bili ta film, no, kaj že, Poletje v školki. Sreča na vrvici je bil en del mojega otroštva, ta film, ne, in potem se je začelo kar spontano neke besede, neki stavki in jaz to hitro začnem pač neki papir tam, katerikoli pri roki, začnem pisati, skupaj sestavljati in najdem neki beat, neke akorde in potem itak Carmen vedno prije noter takoj, ko se nekaj začne dogajati, tu ni mira, ne, in potem že bi ona, ne. Potem se pač porodi tak ena varianta, jaz povem par besed dobrih, ne, ona, wow, to je ful dobro, to je super, ne, daj, ne, in potem tak smo spakirala nekako to poletje. Ki ga spominja na otroštvo, če na kratko povzetek naredimo. Tak, recimo, razglednic, pisanih tapet. Drugačen čas, enot časovni pas, ne pozabi, da sonce sije nose nas.
školjki, svečana vrvici. Poletje v školjki, svečana vrvici. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Pred mano je črno-beli svet iluzij, barvni sliki več ni. Kaleidoskop rožnatih oblik, morskih razglednic, pisan in tapet. Drugačen čas, enak časovni pas, ne pozabi, da sonce sije na vse nas. Drugačen čas, enak časovni pas, ne pozabi, da sonce sije na vse nas. Poletje. Poletje ter Carmen in September, oba sta že kar nekaj časa vpeta v glasbo. Jaz 10 let manj, ker sem toliko mlajša od njega. Ja, točno tako. Jaz sicer izviram v štartu punk, potem sem bila v rocku, na koncu v jazzu, zdaj sem pa v popu. In tu smo v bistvu oba frišna, Damir je pa z etnovod. Jaz sem pa začel iz popa, pa iz coverov kot najstnik, valjda, pa vsi coveri, kaj so bili takrat. In potem na kitaro, potem je bilo kitara, ono wow, zdaj pa bi to malo bolj neki flamenko, pa pol flamenko bil malo pretežki, pa pol, ker sem imel pa drugo plat, recimo, ker sem ena taka mešanca, The Best v Sloveniji, recimo pola Bosanac, pol Prlek, ne, to so te najhujše verzije, ne. In sem lahko recimo en del življenja smel tu, en del življenja smel na morju, en del življenja pa sem še imel v Bosni, ne. In tam sem imel bratranca, ki je tudi špilo bendu, valjda, in so pol še tisto muziko skupaj dodajali, ne. Pač potem to tako zraste vse skupaj, ne. Čeprav se Damir spomnim, da si enkrat že bil v našem studiu, pa ne vem točno s katerim glasbenikom. Tadej Vesenjak. Tu pa sem bil s Tadejem Vesenjakom, ja. Ko si imel indijske primesi zraven. Tako, z Tadejem pa smo tukaj igrali tudi na festivalu, mislim, da na 2 festivali v Ormožu, na enem smo celo imela nagrado, 3. mesto. Jaz tudi, Ti točno. tudi, veš kako dobro. Zlati glas Ormoža, srednja šola, mislim, da sem bila 3. ali 2. letnik. Dolgo nazaj že potem. To pa je Jo, že- jo, jo, wow. zelo dolgo. Tudi Carmen je malo September. Ja, mi nisem bila tako, mislim, je tudi že to enih 10 let sigurno, mislim, da nazaj. Ja, seveda. Ja. Zeleno kanto sta dobila za nagrado. Ne, tisto pa je bilo na Kant festivalu z Tadejem. V Rušah. Ja, v Rušah. Aha, tiste pa. Drugače pa tukaj pa je bilo, pa ne vem, meni 12 let moče nazaj, nekaj takega, ko je bil ta festival, tam šotor je bil postavljen, mislim, da nekje pri... Vem, da ena je bila tukaj v gradu varianta, ena pa je bila, ko je bil neki šotor postavljen
malo bolj ven tukaj, se mi zdi. V glavnem, no, meni so te linije bežale, bolj da sem prišel tudi do teh indijskih variant, pa do tega inštrumenta, to, ker se pač potem na Bosno to navezovalo, vse skupaj vedno gremo malo pač bolj južno, ne. Nisem šel tam na one španske variante, ampak sem bolj po jugu začel dol hoditi in pol je bil to en inštrument saz, pa džimbriž, pa to so taki inštrumenti, vse strunski. In potem tudi poslušanje, pa neka določena okolica ljudi, ki sem jih takrat spoznal, ne, da je prišlo nekako do te indijske klasične glasbe, do indijske kombinacije nekih fusionov, roka in tega in ne vem, enostavno me je potegnilo potem v ta inštrument sarod, ki ima eno specifiko in potem se pa začelo, 17 let Indije in šolanja tam, ne. Vmes pa seveda vsa ostala glasba še konstantno bila prisotna. Zdaj pa pač je ta pop neka... Tu sva zelo frišna, bomo čisto lepo iskreni, ne? In mogoče tudi zato glasba zveni tako raznoliko. Ker ko si nekje frišen, pač tipaš, raziskuješ, analiziraš. Res je. In recimo zdaj ravno ta čas pandemije je za naju ful pomemben. Itak po naravi smo bolj skromna, rada se učima in smo recimo full upgradeala najno znanje. Da se mogoče že celo približujeva nekemu, kako bi rekla, da se res uvrstima nekam, ne? Ker zdaj imamo res zvrstima, kaj od dance do etna, do ambientalne elektronike, popa, modernega popa in v glavnem, tak smo reči, ena kepica mešano sladoleda. Vsega pomalem, zato se temu reče fuzija. Fuzija, ambientalne, elektronske in kaj imamo še, pop glasbe. Ja, recimo. Ja. Tako jo tudi označujejo, čeprav pa v tem, kot si rekla, Carmen, gresta na različne poti glasbene. Res je. Ustvarjata potem skupaj, tako glasbo kot besedilo? Mava, zdaj takole, ne, poletje je ravno njegov komad, pa še sicer tisto pride potem na CD-o kasneje, drugače pa jaz sem tista, ki ga ponavadi prehitim. Ko se zjutraj v soboto zbudim, pa že imam pripravljeno, on pride, malo se počoha, pol se pa vsede, pa sodelujeva, ne. Tako da je različno, včasih naredim jaz glasbo v celoti, včasih on, načeloma mava pa skupaj zagotovo aranžmaje, tudi sama dostikrat posnameva, v bistvu vse skladbe v osnovi posnameva sama, potem povabiva glasbenike, mava tudi odlične glasbenike, če lahko zdaj to malce o tem povem, torej pa, ker bi se zahvalila istočasno, torej najin basist Stojan Kralj, odličen pianist Dejan Berden, zdaj ravno na tem zadnjem singlu Dobro jutro, dobri ljudje pa sodeluje celo perkašonist Nino Mureškič. Moram reči pa pohvaliti našega Damerja, da je tudi ogromno naredil na področju produkcije, tako da v bistvu več ali manj on se zmiksa, sproducira, mastering je njegov. Tako da delava pa doma. Mava domači studio na Vurberku, kar nama tudi fajn šlo na roko, se pravi to leto, vsi so bili v paniki, midva sva se pa zabubla in smo ustvarjala, ne. In je kar nekaj materiala, moram reči, da ga je že dovolj za CD, par stvari še treba narediti, tako da. Danes bomo zavrteli približno polovico CD-ja oziroma EP. Ne vemo, če bo čisto vse to na CD-ju, to še ne bomo izdala. Dobro, tako ste rekli. Tako, gospod. Idemo kaj. Carmen, mogoče malo več ve od tebe. Jaz mislim, da je ona tukaj bolj podkovana, jaz sem tu bolj nek stranski produkt, tu, kar se tiče tega, kaj bi naj bilo, pa kaj bi bilo, ampak... To organizacija, jaz sem bolj control freak, to me že tako označil pred časom in to ostaja in bo najbrž ostalo. Ja, verjetno. Samo rabimo tak, dva pola sta potrebna, ne? On je bolj na easy, ono sej bo počasi, jaz pa, kaj nisi, gremo za to, Tako da imamo kar včasih turbulentno ustvarjanje, ne? Ampak je okej, ker se na koncu nekako fajn vse poklopi. Se tako je v fiziki, plus in plus ne gre sta skupaj, prav tako ni minus in minus, samo plus in minus. Plus in minus je res super, ne? Tako, s tem, da jaz sem včasih plus, on minus in kontra, veš, tako se to, ne? Fuzija. Ja, res je. Carmen, si našla vijolice? Valjda, da si jih našla, zato sem napisala to, oziroma sva napisala, sva se pa res zabavala. Če sva se, kje sva se tu, kavico sva pila, jokala sva se od smeha, ko se nama je ideja porodila in ko sva mi začela se tekst je v osnovi bil še bolj smešen, ne, ampak pa moraš nekako zapakirati, ne, da ne bi šla slučajno čez kakšne meje, ne, skratka, zelo fajn sva se imela pri kreiranju tega štiklica. Se strinjaš? Totalno. Zanimam, kako te rekel. Ideja je pa njegova. V bistvu je on prišel na idejo, kaj pa, če bi ti bila žena? Kaj pa, če bi ti bila tista prevarana žena, ne? Pa res, žena še ni rekla zadnje, ne?
the best. In glavne, super je bilo. Mislim, ni to iz lastne izkušnje, ne, da si prevarana žena, ne, ampak Kak ne? z moje strani, mislim. Ne, s tvoje strani ne. Mislim, s tvoje strani nisem bila prevarana Ne. tako. Drugač pa ja, valjda vsak ima kako tako izkušnjo. Saj smo že nekaj časa na svetu, ne? Ja, valjda. Ja, itak. Zdaj pošiljaš to večivlje in ogrlice, jočeš, plaziš in ponujaš mi vijolice. Wow. Pucam, kuham, berem, likam, ja naspet ti dam. Spijem 3 kafe, da zvečer lahko ti dam. Ivo še na mizo in pozabim te vsak dan. A vijolice tudi sama rada mam. Tihomorske bisere, wow. Srečo iz Kolumbije v umaknico Afriko, wow. Peli svojo barbiko. Halo? Poslušaj, vse boš plačal z obrestmi? Pa da neš mislil, da hiša ostane tvoja, moja ostane. Avto si pa kar odpeli, pa da boš vedel, Jan ostane pri meni. Našla sem vijolice, vsa pisma, slike, modrce, A je bilo treba se lagat, zdaj ostal si še brez gat, kmeri več ne hodi spat. Našla sem vijolice, našla sem vijolice, našla sem vijolice, našla sem vijolice. Tihomorske bisere, wow. Srečo iz Kolumbije v umaknico Afriko, wow. Peli svojo barbiko, tihomorske bisere, wow. Srečo iz Kolumbije v umaknico Afriko, wow. Peli svojo barbiko. A si videl, da zdaj sosed vedno k meni hodi spat? A si videl, da sem shujšala za kilogram ali 3? A si videl, da me tvoja mama kliče skor vsak dan? Naj ti še priložnost dam? Hvala, ne. Našla sem vijolice, pisma, slike, modrce. A je bilo treba se lagat, zdaj ostal si še brez gat, kmeri več ne hodi spat. Našla sem vijolice, a je bilo treba se lagat, zdaj ostal si še brez gat, kmeri več ne hodi spat. Lej, našla sem vijolice, vsa pisma, slike, modrce. A je bilo treba se lagat, zdaj ostal si še brez gat, kmeri več ne hodi spat. Našla sem vijolice, Carmen in September. Carmen, o tej skladbi so se že pogovarjala telefonsko nekaj časa nazaj. Midva, ja. To smo bila midva. Midva. Okay. Kdaj boste vsi skupaj na odru? Midva, pa Bilbi in vidva. To bi bilo zanimivo. Ja, to bi bilo pa ful. To bi bilo zanimivo. Tako po vrstnem redu. Tako po vrstnem redu, ja. To bi bilo super. Jaz To bi upam, bilo da drugo super. leto. To je the best ideja, mislim. Da je to treba še bolj na glas dati. Ja, Bilbi bo zagotovo slišala. gotovo. Mi da smo takoj za to.
Ja, tako je za akcijo. Mi dva bojo tudi slišala, tako da mi dva smo, pa mi dva tudi, ne. V glavnem hvala Bilbi in soprogu za ta odličen prispevek k slovenski glasbi, res, ker Vijolice so izvirna zadeva, mislim, ena bolj izvirnih, če mene vprašaš, ne, tako da mogla sva pa dati odgovor, ne, ideja, kaj češ. Bomo vaju tudi kdaj videli na odru v živo, ko bo možno, seveda. Delamo na tem. Takoj, ko bo možno, da se stvari odprejo, ker mislim, da je vsakemu interes v živo nastopati, tako tudi nama. Zasedba je več ali manj pripravljena, razen glede vokalistov smo še tu nekje. Bobnera iščeva ustreznega še, ne? Iščemo želela bi z nekim bobnarom neko varianto, ki ima opcijo, ne vem, klasičnega bobna, pa tudi nekaj modernega bobna, ne, tako da. Da je malo več elektronike bodoče tudi, počasi jo vpeljujemo, ne, zdaj pa, da ne bi čist klasično rockersko zvenelo, to nama ni v interesu, ne več, to smo nekako prerasli, ne. Tako da ja, zdaj po moje bi midva že stala na odru, bi letos to že bilo čist izvedljivo, tudi za CD-jem, če sva iskrena, ampak zaradi restrikcij se je res vse vstavilo. Vaj ne moramo imeti, pol se težko uskladiš, delamo nadaljavo, tudi glasbeniki snemamo nadaljavo, si prepošiljamo komade. Tako da jaz, če sem čisto iskrena, jaz nekako ciljam, da bi do konca leta lahko, da bi bilo to realno in mogoče, ampak je zdaj vse odvisno od pač okoliščine, na katere pa žal ne moramo vplivati, ne. Vse zaenkrat ne. Sestavila boste torej skupino ali boste tudi nastopala samo kot duet? Ne, skupina. Kot skupina. Ja, absolutno. Skupina. Mislim, jaz jemljem to nekako tako, mi da smo kot neko jedro, ki v bistvu se gradi in kreira, potem pa so tu glasbeniki, ki so ravno tako temelj vsega skupaj, ampak niso ravno v tem prvem ustvarjalnem procesu, recimo, toliko prisotni, ne. Čeprav recimo oba in Berden in Stojan sta ravno tako z svojim pristopom spremenila toliko stvari, da smo jih mi dva morala potem generalno ravno tako spremeniti, pa prilagoditi njima, ne. Ali pa, mislim, pač pomagala ste s tistim, kar ona dva znata v vsakem primeru boljše, ne, jaz ne znam tak basa igrati, niti klaviatur, tako imata ona dva to. So ne, včasih prav rota, včasih zašpilama tako, da wow. Včasih je super, ne, da mogoče celo kakva bas linija taka, da potem je ono, pa sej ne bi, zakaj bi jaz zdaj bas nemo, se pa je vredo, ne. Pa ono, ja, pa daj, mislim, veš moče, ti bo kakva ideja boljša se porodila kot nama, ne, pa je bilo tudi potem, da je že tudi bilo kakva proba, pa je tudi proba, pa je polo rekel, baš kaj ne, da to je čisto okej, tako je, ne. In polo okej, dobro, nimamo kaj, ne, tako da. Jaz tudi komaj čakam, no, da bi to nekako živo lahko nekje speljali ven, ne. Načrtujejo, v bistvu tako sporedno s tem, ko se bo začela promovirati album, da bi takrat pač, da ga promoviram ne več tako samo tukaj, ampak da smo na odrih, da nas lahko ljudje spoznajo. Meni je to blazno želja in to mi je tudi v bistvu največji cilj, ne, trenutno. Prej si omenjala delo nadaljavo, danes so popularne tudi predstavitve nadaljavo. Delate kaj na tem? Ja, jaz to pa ne bom izdala, da mi nekaj malega ve, tudi glasbenikom sem nekaj okrog tega že govorila, ampak ja, delamo na tem. Razmišljam, imam v mislih, da bi se tega lotila, ne, glede na te restrikcije, pa to pa če ne bo mogoče, ne vem, v roku 8 mesecev enega leta nekaj konkretno predstaviti na friškem luftu, po domače povedano, bomo se pa šli te digitalne in virtualne variante, ne. Ja, če ne bo gotovo. Ja. Mislim, pač planiramo, nekaj se menimo v tem smislu, ne. Plan je seveda narediti nekaj, magari, kaj zvem, v smislu konceptualno odigrati komad 2, 3, mogoče maksimalno. No, to zdaj nisem htela izdati, ne. Pa dobro je, kaj mislim, enkrat je treba, prej ali slej, ne. Mogoče pa 4, 5, ne vem, pa potem to zapakirati kot eno celoto kot koncert. Predstavitveni. Kot predstavitveni koncert in kot predstavitveni video spot, ne, tudi to, ne. Nekako moramo piti ven, ne, če pa je tak, da. Zdaj, če nas mislijo še dolgo držati, ne vem, bomo videli, ne. Pa bolj, ko se bo odprlo, veš, kako bo to po moje izgledalo, Bum. ne. Bum, ampak bum za koga? Za tiste, ki so že uveljavljeni, valjda jaz jih razumem, mislim, jaz jih ful razumem, mi da smo pač tu v prednosti, nisva še toliko odvisna od tega, delava še druge stvari in valjda odre bojo napolni veliki, ne, in hvala Bogu, mi bomo nekaj zadaj cepljali, tako da v tistem času se pa poskušamo nekako še infiltrirati. Če so mi veliki, a ti nisi? Po zakonu privlačnosti, mi smo veliki, smo. Ja. Karmen in September sta velika.
Da. Točno tako, se strinjam. Vreščeče čeri, naslednja. Ja, to pa je skladbica, kjer sva pa šla malce v dance zadeve, v dance produkcijo, po tej klasični dance formuli. Moram pohvaliti, takrat sva še dosti pogovarjala za to prekmursko pisateljico in pesnico Lučko Zorko, ki je tudi skupaj sva spisali to besedilo. Mislim, da je enih par delov celo iz njene pesniške zbirke Vreščeče čeri. Tako da to mi je bil en taki fajni, lahkotni komad, tak ga malo zadensaš pa to. Ampak štrli pa fejst ven, če poslušaš skladbo, fejst štrli ven, ne. Jaz upam, da ljudem všeč, no, meni je, no. Kaj praviš ti? Ja. To je tudi sedem, Ja, ne? to je tak, pri nami je tak, ne. Mislim, če ni ona ali pa jaz, potem je ta mala Katja, ki prinese Moja včera, glasbenica tudi. ki prinese malo tega svežega daha še, Pa ideje, rekel, ne. najstniškega Sveže skoraj, ideje. pa da, zdaj več ni najstnica, ampak ajde. In potem pride tu kakšna glasba noter, ki potem, aha, super, to pa je the best, ne, in poslušaš, potem 2-3 dni in ti nekako sede in si avtomatsko si v tistem filmu in potem pač iščeš že podzavestno. Tako sem prej razlagal, kibesa not, poiščemo kakšen loop, super, the best, mislim, ok, tudi DJ pa njim ni problem nekaj najti, ne, veš, ono, tuci, hitro gremo, ne. To reče v štartu, pol pa v onem Pol pa procesu. se komplicira. proces, tako, ne, pol pa se začne. Pol se ne. ugotovi, ne, ko ljudje, recimo glasbeniki, jaz sem dostkrat slišala, da se znajo spotikati ob DJ-je, češ da niso glasbeniki, ful se ne strinjamo s tem, to je delo. Ja, to je kreativen delo, ja. proces, Ja, ogromno ja, učenja. res je. Dobro, glasbenik mora iti v glasbeno šolo, mora trenirati, preigravati levo, desno, DJ pa sedi ure in ure, dneve in dneve za temi programi. In to je en kup znanja potrebnega. In Ja. z moje strani totalno spoštovanje, kar se tega tiče. Ne. Da ne bi kdo slučajno kdaj Ja. rekel, če Ja. kakšne DJ. Škoda je bilo takrat ravno, so se začele te glavne restrikcije, ker sem imela eno dobro idejo, v bistvu je bila njena ideja, no, da bi se posnel pač te plesalke po enem konceptu video, ko se pač iz različnih koncev plešejo na komad. In zaradi restrikcij midva nisem mogla recimo pač imeti te kontrole, da bi midva to šla pa posnela z neko kvaliteto in je pač prišel video tak zelo mu manjka pač no nekega tistega udara. tehnične kvalitete. Tehničnega, ne, da bi malo bolj to splavalo ven, ne, zaradi tega, ker so pač bile potem to plesalke, ki so super Primorane plesale, se same posneti, vse, ne. ampak so bile potem primorane se same posneti in to pomeni, da če se ti snemaš sam z enim telefonom, nekdo ima takega, te kvalitete so potem različne in potem to strniti v eno zgodbo noter, je pač malo tak bilo, ne, ni ravno bilo najboljše, jaz sem si Ampak ful želel, ne, trudili da pa bi- smo se po najboljših Ja, močeh. mislim, to je to onemogočeno, ravno pravim, te restrikcije. Ne, Omejevanje, omejen si, ne. Ko si omejen, vidiš hitro na enih korakih, ko so zelo pomembni, ne, in te omeji. Jaz sem videl, oni so imeli ful veselje, ful bi naredile, ne, ampak ne moreš. Ne. In potem pač prije Zlimitirani izdelek. limitirane zadeve, ki bi drugače bile lahko Huge. presežek. Ne, Ja. ampak, Pa dobro, ja. pa drugič. Vreščiče čeri, nasitne strasti, grenak je poljub, zagotovo si sit obljub, komu pripadaš ti, komu meni. Ne trudi se, vse zamanje. Si to, kar si želiš, a se bojiš, da to izgubiš. Globoki riše dan, dan neskončnih sanj. Zrcališ se v očeh ljudi, ki iščejo globoki riše dan neskončnih sanj. Si to, kar si želiš, a se bojiš, da to izgubiš. Globoki riše dan, dan neskončnih sanj. Zrcališ se v očeh ljudi, ki iščejo globoki riše dan neskončnih sanj. Vreščiče čeri, nasitne strasti, grenak je poljub, zagotovo si sit obljub,
izgubiš, tamo, kjer riše dan neskončnih sanj. Zrcališ se v očeh ljudi, ki iščejo tamo, kjer riše dan neskončnih sanj. Si to, kar si želiš, a se bojiš, da to izgubiš, tamo, kjer riše dan neskončnih sanj. Zrcališ se v očeh ljudi, ki iščejo tamo, kjer riše dan neskončnih sanj. Karmen in Damir vdaji Radioaktivno, oziroma Karmen in September. Vidim, da kar nekaj data na videoprodukcijo. A ja, to so zdaj pohvale, pa Ja. komplimenti. Ja, Ker danes hvala ljudje lepa. glasbo gledajo, že se mi zdi bolj kot poslušajo. Bravo, Ja, to pa je lepa Res je. opaska. Se Hvala. strinjam. Ja. Se strinjam. Pri naju je tak, ne, vsaj pri meni, da ne bom spet v njegovem imenu govorila, načeloma melodija, besedilo in ideja za video zorijo sočasno. In se še ni zgodilo, odkar delava od 2017, da bi to bilo razdvojeno, da bi iskala nekak. Ideja je padla takoj, pol da se seveda to gnete, preoblikuje, to je potem druga zgodba, ne. Tako da takoj, ko slišim melodijo, imam že tudi sliko. In pol to vse je počasi skupaj razvijava. Tako je bilo tudi pri Dobro jutro, dobri ljudje, kjer se pa tudi po moje in sliši in vidi, da besedilo gre z melodijo in video gre z besedilom in melodijo, ne. Ampak to sva že lani želela realizirati, ampak sva spet pri teh restrikcijah, se je pač zadeva padla v vodo. Tako da sva pol letos februarja smo združili moči s prijatelji, s prijateljico sva tudi spisali scenarij, montiral je sicer profesionalec Brane Lobnik, Damir se je zverziral v snemanju s kamero, ne, kar se vidi, pa tudi naš prijatelj Mihael Roškar, tudi glasbenik sicer, ona dva sta bila glavna za kamero. Jaz bi to rad prepustil marsikomu drugemu raje, ne, ta snemanja pa to, ker je tu tako v vsaki tej sferi je še in še učenja, ne, in meni poleg glasbe zmanjka še, ampak tako kot pravim, te restrikcije te prisilijo, da moraš narediti tudi nekaj še sam dodatno, da priješ skozi, tako so zdaj te variante online, pa vse to je, to so pač dodatki, ko se pač moraš nekako potruditi, pa vreči noter, ne. V videu za novo skladbo Dobro jutro, dobri ljudje je veliko kadrov, torej veliko dela, veliko usklajevanja. Ja, res je. Ja, Res hvala, je. da ste to opazili, jaz sem Res se je. karkoli kožo. Ti kadri so bili Wow. snemani od Dolenjske, Maribora, Ptuja. Med Kje so, prijatelji, med znanci, naključni mimoidoči, ti so tako simpatično not pasali, da to ne moreš verjeti, smo prosili za dovoljenje, da ne bo pomote. Ja, bo Imamo bilo pa to tudi treba, band ne. Infected, to je v tem bandu ravno nastopa hčera, in Ja. pa band Leonard iz Maribora. Jih je Ja. mogoče tudi noter videti, tako da. Ja, vsak je nekaj dodal, ne? Vsak je malo pripomogel k temu, da smo video naredili. Jaz mislim, da je res najbolj podprt. Mislim, nismo šla v tej smeri, da bi bila mi dva tista, ki bi bila prezentna na videu, ampak ker govori skladba sama o ljudeh, dobrih ljudeh. Pozivamo. Sploh v teh časih, ko je taka situacija, kakva pač je, smo iskala obraze Srečnih ljudi. ljudi, od otrok do odraslih, prijateljev, vseh mogočih, ki pač grejo skozi eno obdobje tega življenja svojega, vključno s tem stanjem, v katerem smo, torej glasbeniki na vaje, otroci z mamico in atekom na sprehod, v park, drugi na kolo. Eni kruh pečejo. Pečejo Naprimer. kruh, Vse bi recimo, imela ne. tega še več. Pa smo Ja. se ravno imeli, komat je 3 minute prekratek, ker bi pol naredili res več planov, še več različnih kadrov, ampak preprosto tako je nekako bilo, mi smo že imeli itak preveč tega materiala, tega statičnega, kako naj rečem, tako da nekako mogli smo spraviti v malo manj kot 4 minute in tudi ne more biti prekratki kadri, ne, tako da jaz mislim, da je Brane Lobnik opravil odlično delo s tem, ko je tako zmontiral in midva sva ponosna na to, ne glede na to, kaj drugi menijo, tako da... Če pa kakšna pohvala, pa je pa super, Je ne, ful sva malo greben hvaležna. zraste, ne. To je hvala, fajn, super, to nama Ja. dosti pomeni, ker smo kar nekaj vložila v to. Je pa še to ena skladba, ki je nastala v soboto. Res je, zjutraj. Ja, Ja, to je taka luštna zgodbica, ja, jaz v pidžami, to se zdaj že menda vsak pogovarja. Ja, v kako ti soboto... izgledaš v pidžami, ne? Ne, pač kak sem v pidžami, res se vsedla za klavir, poleg kavice in sem zašpilala in sem že pela zraven in pol se je Damir zbudil in je on dokončal tisti prvi stavek in pol smo tisto soboto dejansko imela komad sestavljen.
Ni še bil posnet, ni bil aranžma v celoti, ampak je stal z idejo, besedilo, besedilo bo skoraj celo spisano, z idejo za video, čop. In če bi bile stvari odprte, če bi vse laufalo, bi že to tako, po moje, bi danes že... hitreje, po moje. Itak hitreje. Res je. Damir, potem bi moral video pričeti s tem, kako je Carmen v pidžami. Ja! To bi bilo... Bravo. To je prava ideja. Ja. Mislim, da bomo to uporabili za kak drug video, gotovo. Ja, sej, lahko poveš, preden sva šla doma, sem bila spedinana, pa še spodnjem delu pidžame, jaz se opravičujem, ampak spomladanska utrujenost. In je rekel, kaj zdaj v tej pidžami boš šla, sem rekla, evo vidiš. Ne bi bilo nič narobe. Ne, v pidžami boš zdaj okrog hodila. Pa na odru, jaz mislim, bi to je bilo dobro zlelo, ne, v pidžami pa za kavico. Tam ne bi niti vedeli, da je pidžama, to je brez veze. Ja, danes se za marsikaj ne ve, da je pidžama. To je to, no, to vidiš. Nič ne bi manjkalo. To tam ima srčke, gor tako očitno je, veš. Ne bi vedeli. Lahko pa to so hlače za Valentinovo. Tako. Pa za dobre ljudi z velikim srcem. Ja. Carmen, že prej si menila, da je še veliko skladb pripravljenih oziroma da je album tako rekoč pripravljen. Res je. Kdaj potem lahko pričakujemo končni izdelek? Boma se opredelila časovno. Ti Razmišljava povej, da nekje jaz sem prehiter. razmišljava nekje do konc leta. To je nekak plan. Nič ne bo narobe, če ne bova do takrat zaradi spet restrikcij uspela sformirati benda do konca, pa bo to šlo potem 10. januarja ven, ampak bi želela nekje do Božiča to spraviti v obtok. Mogoče že celo Če prej. bo pa prej, bo pa še samo toliko boljše, Ja. ker si rekla, da bo do konc leta, ne. No, v tem letu zagotovo. Se še imamo single prej za predstaviti. Se to Ja. ni zadnji single letos. Ja, Kje ja. pa? Tako da se bo še veliko dogajalo. Ja, itak. Ja, Ustvarjalno leto pred vama. Za nama Gotovo. in pred nama. ja, gotovo. Zdaj se bo začelo, jaz upam, no, s temi vajami z bendom, tu se bo začelo raziskovati, ker vseeno stvari, ko so posnete, je ena zadeva, ko se pa to pretvori v live varianto, torej v živo z muzičarji, pa to potem prije do nekih malo drugačnih stvari, pa je treba včasih malo menjati, kaj pospešiti tempo, malo ga znižati, ne Ja, vem, to smo se celo karkoli pogovarjala. takega, ne, tu hitro. Tempo v glavnem vidim, da zelo hitro, kar imam jaz v teh glasbenih izkušnjah, hitro niha iz tistega, kar je posneto, do tistega, kar je v živo. Ne. Pa to bi zdaj mogoče da. celo bil v tem primeru Včasih je namen. super, včasih je super, včasih pa se je treba striktno držati tistega, kar je posneto, ker je tisto najboljše. Ne. Ker sem videl tudi, že, ko smo malo preterali, ali smo bili prehitri, ali smo bili prepočasni, ni bilo dobro. Ne. Tak da, Ja, tu pri tempu se pa mi, da včasih ja. se vstavimo, ja. Kaj bova zdaj? Bova naredila počasnejšega, bova naredila hitrejšega. Zdaj recimo, če lahko povem, pa upam, da ne bo 6 dnov ravno za pesem Poletje. Sva Itak, se da bo. pogovarjala, da bova recimo v živo tole fajn naspidirala, ne. Tako da bo v živo, po moje, ravno to želim povedati, da bo v živo zagotovo zvenelo bolj polno, bolj energično, več bo življenja, ne, tako da v končni fazi pustimo se presenetiti, sej ni treba vse povedati, ne. Tako, neke skrivnosti naj ostane. Ja. Za konec pa v eter še dobro jutro, dobri ljudje. Carmen in Damir, hvala, da sta bila gosta oddaje Radioaktivno na Radio Prlek ter uspešno in čim bolj delamo naprej. Hvala lepa in hvala enako. Hvala. Pozdrav, Hvala. Ormožu. Res. Hvala, pozdrav vsem slovenskim gricam tu in Vsem, ki te poznajo. In vsem, ki me poznajo, vsem najlepše pozdravi in najlepše želje in čim več bi zaželel vsem lep in miren dan še naprej. Dobro jutro, dobri ljudi. Pomagajte mi danes.
Sva Karmen in September in vi poslušate Radio Aktivno.